Ja, torej zdaj bo samo preselim malo v vesolje in sicer moja predstavitev bo na temu vremena, pa ne meteorološkega vremena, ampak vremena, ki ga imamo v vesolju oziroma vesoljskega vremena. Zdaj, skozi predavanje bom na hitro malo povedal o začetku discipline, ki je znanstvene discipline, ki se z vesoljskim vremenom ukvarja. To je vesoljska fizika. Potem bom na hitro omenil mehanizem, ki je potreben za to vesoljsko vreme, to je sončev veter, ki se pa potem in njegova interakcija z zemljnim magnetnim poljem. Na to bom na kratko predstavil, zakaj je sploh pomembno, da vesoljsko vreme študiramo, in predstavimo tudi najbolj te pojave, ki nekako so povzročitelji najbolj intenzivnega vesoljskega vremena, in na koncu bom na kratko opisal en velik dogodek, ki se nam je zgodil sicer že pred 8 leti, ampak smo se iz njega tako dosti naučili, da je še zdaj aktualen. No, pa če gremo na začetek, začetek sega nekje v leto 1859, ko je astronomski oziroma britanski astronom Richard Carrington v svojem observatoriju opazoval sonce, s tem, da je sonce projiciral na bel list in je risal sončne pege. Ta risba je ravno tukaj. No, ko je to bilo 1. septembra leta 1859, je nenadoma del sončeve površine, ravno kjer so bile te pege, zasvetil mnogo močneje kot vzpostavitelj sonca, in temu danes pravimo blišč. Kar pa je zanimivo, pa je bilo to, da se manj kot 24 ur po tem blišču so se na Zemlji začeli dogajati čudne stvari. Med drugim so lahko opazovali polarne sije, ki so sicer značilni za polarna območja na Zemlji, so jih opazovali tudi na Kubi, in pa noči so postale tako svetle, da so lahko po noči brali knjige brez potrebe po umetni svetlobi. To, kar se je takrat na Zemlji zgodilo, je bil dogodek, ki mu danes pravimo geomagnetna nevihta. To je bil tudi najbolj intenzivni dogodek, o katerem imamo podatke, in to se imenuje Carringtonov dogodek. No, Richard Carrington je o tem pisal in pa tudi je prvi omenil, da bi lahko bila povezava med bliščem, ki ga je pozval, ter dogodki na Zemlji, vendar so takrat že vedeli, da je Sonce od Zemlje oddaljeno 150 milijonov kilometrov in niso poznali mehanizma, ki bi te dogodke, ki se zgodijo tako daleč stran, nekako potem lahko prinesel, da bi ti dogodki lahko vplivali kakorkoli na dogajanje na Zemlji. Na začetke razlage, kaj se pravzaprav dogaja v medplanetarnem prostoru, smo morali počakati do 20. stoletja. V začetku 20. stoletja je Christian Birkeland delal poskuse s tako imenovanim Terelo, to je bil model Zemlje, to je bila ta kovinska krogla, znotraj imela paličasti magnet, bila je v taki stekleni škatli, kjer je bil en kvazi vakuum, in če si takrat v tisto tam začel obsevati z elektroni, ki so imeli visoke energije, je tisti remanentni plin blizu polov te Terele začel svetiti. Birkeland je predlagal, da Sonce pošilja elektrone proti Zemlji, kar sicer ne bi bilo vzdržno, ker bi se potem Sonce sčasoma nabilo pozitivno, če bi eksces ionov, ampak je bil zelo dobra začetna predpostavka. No, v 50. letih pa je potem Ludwig Biermann opazil, da se plinasti repi kometov, da so vselej obrnjeni stran od Sonca. On je nekako predpostavil, da je v medplanetarnem prostoru obstaja nek plin, ki se propaga od Sonca stran in ki tako torej potiska ta plin kometov stran. Ludwig Biermann je tudi nekako izračunal, kakšne bi bile morala biti lastnosti tega plina, od gostote, hitrosti in tako naprej, in njegov zelo enostaven račun se nekako pozneje tudi eksperimentalno izšel. Za eksperimentalno potrditev obstoja tega plina v medplanetarnem prostoru, ki mu danes rečemo sončev veter, smo morali počakati do leta 1959, ko je sovjetska sonda Luna 1, ki je bila poslana v vesolje in je lahko merila plin z zelo nizko gostoto in ga tudi zaznala, in torej
to se šteje za odkritje tega sončevega vetra. Ne. Leta 1962 pa je ameriška sonda Mariner tudi izmerila hitrost tega plina in torej je bila od nje prišla potem potrditev, da se ta plin res širi od sonca navzven. Ne. In danes vemo, da je sončev veter, da je to plin, ki ima svoj izvor na soncu, da gre za plazmo, torej ioniziran plin, ki polni ves medplanetarni prostor in ki potuje po tem prostoru s hitrostmi od nekje 200 do 800 km na sekundo. Njegova gostota, naprimer na razdalji 1 astronomske enote od Sonca, pa je nekje med 1 do 10 delcev na kubični meter. Spravi, gre za praktično vakuum. Ne. Zdaj ta plin pa vsebuje tudi magnetno polje, ki mu pravijo medplanetarno magnetno polje, ki ima zvir tudi na Soncu. In zdaj na svoji poti po medplanetarnem prostoru naleti na ovire in ena od teh ovir je Zemljino magnetno polje. Ne. Zemlja ima globalno magnetno polje, ki predstavlja en ščit pred sončevim vetrom. Lahko primerjamo z Marsom, ne, ki nima globalnega magnetnega polja, za katerega se ve, da je nekoč imel zelo gosto atmosfero, da je bila tekoča voda in tako naprej. Ampak, kar je danes nekako splošno sprejeta razlaga, je pa, da je sončev veter počasi odnašal to atmosfero in danes je zato ta atmosfera zelo redka in zato je Mars planet brez življenja. Ne. Po drugi strani sem rekel, Zemlja ima globalno magnetno polje, ki v sončevem vetru izdolbe eno tako votlino, ki jim pravi magnetosfera, ne, ki sicer ni okrogla, ne, na kljub imenu, ampak sončev veter na njo izvaja en tak tlak, dinamični tlak in jo stiska na strani, ki je obrnjena proti soncu. Na strani, ki je pa stran od sonca, se pa ta magnetosfera širi v geomagnetni rep, ki se razteza tudi do 1000 zemljinih radijev stran od Zemlje, ne, to je pa že več kot je na primer oddaljenost Lune, ne, od Zemlje. In znotraj te magnetosfere sta magnetno polje in plazma, ki sta večinoma iz zemeljskega izvora, izven te magnetosfere pa obstaja sončev veter ter medplanetarno magnetno polje, ki imata oba izvor na Soncu. Ne. In zdaj perturbacije tega geomagnetnega polja, ne, so pa tisti dogodki, ki jim pravimo pa potem geomagnetne nevihte. Ne. Zdaj ti geomagnetne nevihte, ne, so fenomen, ki spada pod termin, ki mu pravimo vesoljsko vreme. Zdaj, vesoljsko vreme je po definiciji so procesi, ki se dogajajo na Soncu, v medplanetarnem prostoru, sončev veter ter v okolici Zemlje, ne, in ki so lahko bolj ali manj intenzivni. Ne. Zdaj, posledice geomagnetnih neviht pa podneviht, ne, to so pač dva različna tipa motenj, so lahko na primer lepi pojavi, kot so polarni siji, ne, lahko pa so tudi drugi manj prijetni pojavi, ki pa imajo že potem opravka ki pa nekako vplivajo na naše tehnološke sisteme. Naj povem samo to, da intenzivnost na primer geomagnetnih neviht, ne, ki so nekako najbolj intenzivne manifestacije vesoljskega vremena, ne, da jih merimo z indeksom DST, ne, ki nekako karakterizira horizontalno komponento magnetnega polja na površju Zemlje, v bližini ekvatorja. In čim bolj negativen je ta indeks, tem bolj intenzivna je geomagnetna nevihta in na primer, če dogodki, ki ta indeks doseže vrednosti -100, -150 so zelo redke. Ne. Za primerjavo nekako se ocenjuje, da bi Carringtonov dogodek, se pravi geomagnetna nevihta, ki je bil priča Richard Carrington, da bi imela DST, če bi takrat obstajali vsi ti magnetni observatoriji, da bi se izmeril DST nekje med -600 do -1000 nanotesel. Zdaj, zakaj vesoljsko vreme, zakaj se ga splača sploh študirati? Problem v tem, da to vesoljsko vreme lahko vpliva na naše tehnološke sisteme. Pa če gremo od vesolja navzdol, ne, najbolj intenzivni dogodki, ki spadajo pod vesoljsko vreme, prinesejo s sabo tudi zelo energetske delce. Ne. To so predvsem elektroni ter protoni visokih energij. In ti delci lahko deloma prodrejo v Zemljino magnetosfero. Ne. Spravi, ta zaščita, ki nam jo nudi Zemljino magnetno polje, se je manjša z oddaljenostjo od Zemlje. Ti delci lahko poškodujejo solarne panele, spravi solarne celice satelitov in s tem zmanjšajo njim dobavo nujno potrebne energije. Lahko poškodujejo na primer
inštrumente na znanstvenih satelitih. In v preteklosti se je že zgodilo, da so bili komunikacijski sateliti deloma ali pa za zmeraj izgubljeni. To je bilo leta 1989 med tako imenovanimi dogodki Halloween. Ne. Po drugi strani, ti delci lahko vplivajo na zdravje astronautov, ne, in dejansko, ker je njihov učinek praktično enak kot ob radioaktivnem sevanju, ne, in dejansko ti delci danes predstavljajo eno glavno vero pri medplanetarnih potovanjih. Ne. Torej, dolgoročna izpostavljenost ljudi temu sevanju, ne, se predvideva, da ima zelo negativne posledice, da bo imela zelo negativne posledice za astronaute. Potem, na primer, imamo satelite GPS, ne, ki so nujno potrebni za navigacijo in tako naprej. In ti sateliti uporabljajo en model, ne, ki nekako zemljino ionosfero, se pravi ioniziran del zemljine atmosfere, modelira kot neskončno tankoplast, ne, kar pa tekom geomagnetnih neviht ni več res, ne, zato se lahko zgodi, da GPS-i tekom teh geomagnetnih neviht ne kažejo pravilno. Na površju Zemlje, kaj se v preteklosti že dogajalo, ne, leta 1989 je celotna provinca Quebec ostala brez električne energije tekom 8 ur, ne, zaradi geomagnetne nevihte. Se pravi, gre za to, da ti dogodki lahko vplivajo na te električne sisteme za distribucijo električne energije, ter pa za telekomunikacije. To pa zato, ker tu gre za dolge kable, ne, in potem se lahko zgodi, da no, to so v bistvu večino optične vlakna, ampak tudi so druge, ne, in pa ti dogodki, se pravi vibracije oziroma časovne spremembe zemljega magnetnega polja inducirajo električne tokove, ne, na površju Zemlje, ne, ki lahko potem motijo naše tehnološke sisteme. Zdaj torej, se pravi, cilj nekako vesoljske fizike, ne, in pa teh agencij, ki se že ukvarjajo z napovedovanjem vesoljskega vremena, je pa ravno to, da bi znali mi najbolj intenzivne dogodke pravočasno zaznati, ne, in na to, da bi potem lahko vse te tehnološke sisteme nekako zaščitili pred morebitnimi negativnimi posledicami. Ne. In te agencije, na primer je ameriška NOAA, ne, tudi Evropska vesoljska agencija ima to dela, ne, te spremljajo že dogajanje v Osončju, ne, se pravi na Soncu in medplanetarnem prostoru, in to so že informacije, ki danes že imajo, se pravi, so komercialne, ne, ki se dajo prodajati, ne. Zato, ker je pač tem velikim firmam, ki imajo pač komunikacijske in druge satelite v orbiti okrog Zemlje. Zdaj, vzroki za vesoljsko vreme, ne, so lahko različni. Najbolj intenzivni, se pravi, vzrok najbolj intenzivnih geomagnetnih neviht pa so koronarni izbruhi snovi. In zdaj, kaj tu gre za to, da se na Soncu občasno zgodijo eksplozije, ne, ki jih potem lahko opazimo kot blišče, ne, ampak te eksplozije v medplanetarni prostor izvršijo ogromne količine mase z magnetnim poljem, ki potem potujejo s hitrostjo, kot bomo videli, tudi do več kot 2000 km na sekundo. In če so določeni pogoji izpolnjeni, ne, potem lahko, če zadenejo Zemljo in če je orientacija magnetnega polja, ki ga nosi s sabo prava, ne, potem lahko povzročijo zelo intenzivne geomagnetne nevihte. Ne. Zdaj, z vesoljskimi sondami, ki so v orbiti okrog Sonca ali okrog Zemlje, ne, lahko nekatere sonde, kot so SOHO, Stereo A, Stereo B, Solar Dynamic Observator in tako naprej, nenehno Sonce opazujejo in potem opazijo take izbruhe. Ne. To je primer tako lepega koronarnega izbruha snovi, ne, ki dobi nekako obliko žarnice, ne, in ki se potem propagira nekako v ravnini, ki je pravokotna na smer Sonce opazovalec. Ne. Po drugi strani, če sonda opazi nekaj takega, ne, kjer ta izbruh koronarne snovi izgleda, da obkroža celo Sonce, se potem veča, potem je lahko ta sonda, potem to pomeni, da se ta izbruh bliža opazovalcu, bliža tej sondi, ne, če je zdaj ta sonda v orbiti okrog Zemlje, se pravi, da ta izbruh se bliža Zemlji. Ne. Zdaj, edino, če se še ne znamo napovedati, je pa, kakšna je orientacija magnetnega polja v teh izbruhih in ne, sploh tisti del, ki bo prišel do Zemlje, ne, to je pa nekako še izziv zaenkrat, in kakšna je natančna evolucija teh izbruhov, ko potujejo po medplanetarnem prostoru.
In zdaj, če grem pač na sam dogodek, na te stelarni dogodek, ki je nekako najbolj intenzivni in najbolj dogodek, ki smo ga zabeležili od začetka vesoljske dobe. Ta dogodek se zgodi 23. julija 2012 in na srečo ni dosegel Zemlje, ampak sondo, ki se reče Stereo A. Stereo A in Stereo B sta dve identični sondi v orbiti okrog Sonca, približno razdalji 1 astronomske enote. Zdaj, 23. julija 2012 je bila postavitev, se pravi konfiguracija Zemlja, okrog katere kroži sonda SOHO, se pravi Zemlja, Stereo A in Stereo B, nekako taka. Izbruh je potoval proti sondi Stereo A, vendar sta potem Stereo B in SOHO lahko ta izbruh opazovala in karakterizirala pa z drugih zornih kotov. Predvsem so tu bili pomembni podatki sonde Stereo B, ki je izbruh videla zelo lepo, in ti ste tukaj v prvi vrsti, imamo pač kompozitno sliko od Sonca pa do planetarnega prostora. In tistega dne je Stereo B opazil blizu Sonca, v Sončevi koroni, dva filamenta, dve protuberance, to so strukture, ki potencialno potem lahko eksplodirajo, iz katerih potem nastanejo ti koronalni izbruhi snovi. In je opazil, da sta pač bila dva filamenta, oba sta izbruhnila, zdaj tu se ne vidi zelo lepo, ampak sta povzročila dva izbruha koronalne snovi, pri čemer je bil drugi hitrejši od prvega in je prvega dohitel. In potem se je zgodila interakcija med obema in kar je privedlo do tega, do kompresije, in to je posledica tega bila, da smo na razdalji 1 astronomske enote izmerili najbolj intenzivno magnetno polje kadarkoli. Zdaj, Stereo B je ta dogodek opazoval, da je potoval v smeri, pač nekako proti njegovi levi smeri, torej je lahko naredil zelo pomembne vizualne oziroma slike v beli svetlobi tega dogodka. Iz teh smo lahko tudi nekako izračunali, kakšna je bila hitrost tega dogodka blizu Sonca, in izkazalo se je, da je ta dogodek začel potovati s hitrostjo 3000 km na sekundo. Zdaj, to je zelo velika hitrost, ampak to je hitrost, ki je nekakšna meja, ne vemo, zakaj obstaja, ampak to je nekako maksimalna hitrost vseh izbruhov te koronalne snovi, ki smo jih kadarkoli opazili. Torej je zelo visoka hitrost, ni pa nekaj, kar ne bi bilo že prej videno. No, SOHO je pozval ta dogodek, ki je potoval proti desni, ga ni tako zelo dobro videl kot Stereo B. Stereo A, to sta pa ta dva panela, pa je opazil pač izbruh tipa Halo. In zdaj, Stereo A in Stereo B, poleg tega, da lahko snemata Sonce, imata tudi inštrumente za lokalne meritve lastnosti magnetnega polja ter sončevega vetra, to so tako in situ meritve. In zdaj bom tu pokazal, zdaj se je tu dosti panelov, ampak bom poskušal povedati samo najbolj pomembno. Se pravi, ko se je zgodil ta dogodek, je na razdalji 1 astronomske enote bila zabeležena hitrost nad 2000, po nekaterih drugih meritvah celo do 2700 km na sekundo. Zaznali smo najbolj intenzivno magnetno polje, ki smo ga kadarkoli izmerili med planetarnim prostorom, 110 nanotesel. In lastnost teh izbruhov je ponavljanje, da se pa komponente magnetnega polja obnašajo tako, da se nekako spreminjajo. In tale BM komponenta, to je komponenta, ki meri nekako v smeri sever-jug, je imela smer jug. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je ta smer nasprotna smeri geomagnetnega polja, ki je na dnevni strani, se pravi na strani, ki je obrnjena proti Soncu. Se pravi, imamo veliko gostoto, veliko zelo intenzivno magnetno polje, ogromno hitrost in pa ta komponento, ki kaže proti jugu. Zdaj, seveda, kot sem rekel, ta izbruh, ko je bil na Soncu, ni bil, ne vem kako, se pravi, njegova hitrost je bila v zgornjem delu spektra hitrosti, ni pa bila nekaj, kar še ne bi nikoli videli. Njegova hitrost na 1 astronomski enoti pa je bila nekaj, kar še nikoli nismo videli. Zdaj, vprašanje je bilo, zakaj. No, in če pogledamo pač meritve sonde Stereo A v dneh pred prihodom tega izbruha, se pravi nekje 22. do 23. julija 2012, potem lahko naprimer že na tem zgornjem panelu, kjer je gostota, vidimo več takih špičkov,
In potem tudi v magnetnem polju obstajajo določeni signali, ne, ki nam pravijo, da je v dneh pred prihodom tega glavnega izbruha, da se je na Soncu takrat zgodilo več manjših eksplozij, ki so potem vse rezultirale v večjih izbruhih koronalne snovi v vesolje, v približno isto smer. Ne. In to kot posledico je to imelo, da je bil pač sončev veter, ki je nastal da so pač pometle sončev veter stran nekako, ne. Sodelovali kot ena metla. Ne. In takrat je sončev veter za njimi imel gostoto nekaj manjšo kot 1 delec na kubični centimeter, se pravi, bila gostota v medplanetarnem prostoru zelo nizka. Po drugi strani pa je magnetno polje bilo orientirano predvsem v radialni smeri, se pravi v smeri Sonce, sonda Stereo A, na primer. Ne. To pa je tudi pomembno, ne, ker če ima magnetno polje tako konfiguracijo in če je sončev veter ima tako nizko gostoto, to pomeni, da potem vsak ta izbruh koronalne snovi, ko potuje po medplanetarnem prostoru, ne, nima toliko upora, ne, se pravi, njegova hitrost se mu ne bo zmanjševala, ne, kot je to normalno. In v tem primeru res se je ta hitrost zmanjšala le za nekje med 300 do 1000 km na sekundo. Ne. Se pravi, ni šlo za super izreden dogodek na Soncu, ampak zaradi spleta srečnih okoliščin, ne, je pa šlo za super dogodek na eni astronomski enoti. Ne. In zaradi spleta teh srečnih okoliščin, ne, smo potem ta dogodek imenovali tudi popolna nevihta, no, the perfect storm. Zdaj pa nekaj, kar smo še naredili, ne, ko smo študirali ta dogodek, pa je, da smo izmodelirali, kaj bi ta nevihta, kaj bi zdaj ta dogodek povzročil na Zemlji, kako intenzivna bi bila geomagnetna nevihta. Ne. Zdaj različni dogodki, različni modeli imajo različne predpostavke, ampak nekako ocena je bila, da bi ta dogodek na Zemlji, ne, če prišel do Zemlje, povzročil geomagnetno nevihto z indeksom DST med -600 do -1100, ne, in to je zelo primerljivo z dogodkom tipa Carrington. S tem, da ne, so potem bile druge študije, ne, da bi bila škoda, gospodarska škoda neprimerno višja, in cene so od nekaj 10 do nekaj 100 milijard evrov, ne, zaradi vseh izpadov, ki bi jih pač ta dogodek povzročil. Ne. Zdaj, načeloma, ne, zdaj na srečo pač ni bil, ta dogodek ni dosegel Zemlje. Ne. No, zdaj v prihodnje, ne, pa se pravi, mi nadaljujemo s temi študijami ravno zato, ne, ker upamo, da bomo nekoč lahko take dogodke zanesljivo napovedovali, ne, in da bo potem posledično, ne, nekoč tudi zmanjšana škoda zaradi teh dogodkov. Ne. Okay, to bi bilo zdaj z moje strani vse. Hvala lepa, ne, pa če je kakšno vprašanje, z veseljem odgovorim.